Hey guys, and welcome to another one of Ash's vlogging times. Hello in dobrodošli nazaj, kot vsi vi veste, kaj? Vprašanj sem dobila tako stotine, lahko rečem, kdaj bo nov del, kdaj bo drug del, ker mi je ful všeč, da dejansko je tak zanimanje in danes bomo razrešili več ali manj celo misterijo, tako da jej! Danes je drugače en ful lep dan, zaradi tega, ker v bistvu praznujem pa je zvečer, danes je sobota, mojih 23,000 naročnikov, pa še eno drugo stvar, ampak ja, it's a good day, tako da hvala vsem, jej! Video. Prvi del video bo kar lepo linkan spodaj v opisnem okencu, zdaj pa nadaljujemo točno tam, kjer smo končali in sicer tam, ko Ash ugrabijo, vsaj to predvidimo, ker potem čisto na koncu, če vidimo njo, kako v bistvu teče pred to osebo, itak pa že vemo, da to ona ni uploadala, ampak tukaj je zadnjič v vlogi youtuberke. Preden nadaljujem ta video, moram povedati, da se je zdaj v tem času precej stvari odpletali in tudi videi, ki so zdaj na tem kanalu, niso v istem vrstnem redu, kot so bili prej, oziroma prej je bilo veliko manj, zdaj so se pa razširali, oziroma bili so že prej po moje scheduleni, zdaj so pa končno dejansko uploadani in je drug vrstni red, tako da če se vam kaj ne bo poklapalo z mojim pripovedovanjem, preprosto je to zaradi tega. Torej po tem novem vrstnem redu video je video, ki sledi prejšnjemu videu, ko Ash ugrabijo in ne vemo, kaj se z njo zgodi. Sledi video face reveal, torej razkritje obraza in v bistvu gre tukaj, je ugotovljeno, da je šlo za Ashinega brata, Marcusa. Fora je, da prej ona njega skriva v enem vlogu in da čez njega tisti blur, da ga ne vidimo iz pač neznanega razloga. Potem v tem videu pa v bistvu vidimo, da na podzemnem prevozu, bi rekla, da je nek metro, se mi zdi, ga pa v bistvu nekdo na skrivaj snema. Zakaj je to pomemben? Zaradi tega, ker potem videi, ki sledijo na tem kanalu, ki jih je še približno 20 do 25, so tesno povezani z njemu, namreč vidimo ga v vseh možnih grozljivih stanjih, eden izmed teh je ta. Tukaj mečkam prej odrežem, da ne vidite, kaj se dejansko zgodi, ampak zelo očitno je, verjetno ste tudi sami videli, da tukaj je brat od Ash, Marcus, je bil zaboden. In na ta podoben način se potem razvijajo tudi naslednji videi, namreč Marcusa vidimo v bistvu ne še mrtvega, ampak na nek način ugrabljenega, na res grozen način. Pač čez glavo ima vrečko in vidimo ga, ki mu ta ugrabitelj, ki v bistvu sklepamo, da je oseba, ki vodi Ashin kanal od Ash Vlogs, da je to ta oseba, ki ga je ugrabila in mu ponuje v bistvu telefon in govori z Ash, ampak ko govori z Ash, v bistvu slišimo, da govori z njo v preteklosti, ko ona še ni bila ugrabljena, ubita, karkoli se naj bi z njo zgodilo. Se pravi, potem pa sklepamo to, da videi med sabo spet časovno ful preskakujejo in tukaj ni čistega vrstnega reda, če boste šli sami gledati, ni to po vrsti. Kar še vidimo v teh nadaljnih videih, dokler se videi na tem kanalu ne končajo, vidimo še, kako je brat od Ash torej se plazil, ko je bil zaboden, ko se je plazil potem v tramvaju in potem zapusti tramvaj in potem ga sčasoma vidimo, kot da bi ga nekdo vrgel iz vlaka in je nekje zunaj s to krvavo vrečko na glavi, nekje zavržen ali pa kot da bi mogoče lih prišel iz gozda bližnjega in bi v bistvu poskušal, da ga nekdo opazi, da ga rešijo. En video, ki je meni osebno ful srhljiv, je pa tale. To tudi nekaj časa ni bilo razrešeno, ampak s časoma zdaj lahko že z gotovostjo trdim, da gre isto za Marcusa, za brata od Ash. Ali je to potem, ko je šel prvič zaboden iz metroja, je pristal v bolnišnici in tukaj vidimo, da ga nekdo ugrabi na ta način, ker ga ta oseba oblečena v zdravnika oziroma medicinskega brata, se mi zdi. Tak način, ker ga da na voziček, ne zgleda normalen, dober način. Imamo spet občutek, da ga je v bistvu nekdo ugrabil, glede že na to, da je ta video naložen na ta srhljiv kanal. Torej, celoten časovni trak teh videoposnetkov je zmešan in še zdaj ne vemo točno, kako se ta zgodba z Marcusom zaključi.
Zdaj, tista stvar, ki je meni osebno presekala to celo zadevo, kaj se sploh dogaja tukaj, je to, da v teh podvideih pač vidimo, da ta oseba, ko upravlja kanal, mogoče jih je več, ampak recimo, da je ena. Ta oseba ne počne vsega sama, ampak ima ves čas nek backup, livestream pogovore, to vidimo že, ko se v avtu pelje in zraven debata poteka in komunicirajo z njim, on je ponavadi tih, ne slišimo ga, ne vidimo ga, ampak vidimo, da sodelujejo, da veliko ljudi ve za to, kot da bi veliko ljudi sodelovali pri tem, kaj bojo naredili z Ash, kako jih bojo škodovali, kako bojo zakomplicirali stvari. Vidimo tudi, da je on naj bi bil v tem avtu, ki je hodil k Ash domov, ki se ga je bala, da je to ista oseba, ki jo je načeloma v vlogih tudi zasledoval. V enem videu vidimo, kako Markus, torej njen brat, gre ven iz avta in se spoprime s to osebo. Ta skupina ljudi se pa imenuje Drips, torej, če si del te ekipe, če sodeluješ pri teh debatah, če kakorkoli spremljaš, kaj se dogaja, se imenuješ Drip. No, zdaj pa tukaj odpremo še en ful pomemben del te celotne sage, vsaj meni osebno je zelo pomemben, namreč avstralska youtuberja Reka bom zdaj naprej govorila, ker je lažje izgovoriti, Racka se napiše, dvojčkasta in imata take malo odštekane videe, bi rekla, ampak zanimivo je, ker se je pri njima nekaj zgodilo z njuno sestro že prej, imela je nekega stalkerja, ne vem kaj, v glavnem zelo misteriozno so stvari zapletle. Če se spomnite, sem vam prej pri Ash vlogih govorila, da je ona naznanila nek collaboration oziroma sodelovanje z drugimi youtuberji in to sta bila ona dva. Oni so se med sabo povezali, ona dva kot velika youtuberja sta iskala majhne zanimive avstralske youtuberje, ker so zelo blizu doma, bi lahko sodelovali, ona je vse tega ful veselila in so se dogovorili, ampak ko so se dogovorili, ona ni prišla. Takrat so ona dva tudi zaradi teh podvideov začela sum, da ona sploh ni lastnica tega kanala. In so tudi cel video potem o tem naredila, kaj se je dogajalo, da je ona še enkrat, ker ne bi že vedela, da ona ne vodi tega kanala, jih je povabila, da se še enkrat dobijo. Ampak krajni čas tega snidenja je bil res nelagoden, namreč ponoč v enem parku in avtomatično Reka, ki sta že slutila, da je tukaj nekaj čudenega, sta se odločila, da definitivno ne prideta sama, tako kot je ona zahtevala, ampak da prideta z 10 kolegi. Ko so dejansko prišli tja, so našli moder šotor, tja sta dejansko potem upala iti samo, mislim, da eden izmed njih in je zraven tudi livestreamal, tako da bi bil nekako zaščiten, če se mu kaj zgodi. Ampak posledično potem, ker sta bile tam samo 2 osebe, se mi zdi, ob šotoru, sta vne 2 osebe šle preč, ker njih je bilo toliko več. In ko so raziskovali ta šotor je bil v bistvu popisan spet s tem istim znakom, ki je bil že na temu trdemu disku in v bistvu vidimo, da je vse povezano, ne? Ok, tukaj lahko varno povzamemo, da ta znak, ta čuden creepy človeček, ki je že na prejšnjem mojemu thumbnailu, vemo, da je nekak zaščitni znak teh dripov, teh ljudi, ki rešujejo to na nek način igro. Nekako ljudje, ki so to že počeli v življenju, ki so seznanjeni z deep webom, z dark webom, ki vejo recimo, kako poteka neka ugrabitev ali pa misteriozna igra ali pa ko gre nekomu za življenje, mogoče pač to delač. Definitivno nikoli nisem bila na dark webu, sploh nisem blizu prišla, ampak tukaj ne bi šlo za neko igro. Torej, nekaj se je zgodilo z Ash, vi to rešujete, ampak na tej točki ne vemo, a gre za res ali ne gre za res, a je Ash že mrtva ali kaj se z njo dogaja. To, da je vse skupaj virtualna online igra, rata res hitro logično, ker se je razvilo že ful naprej, že na Instagramu, Snapchatu so potekali livestreami, predvsem pa so se vzpostavili neki kanali, mislim, da je tisti glaven bil tako imenovan Happy Drip, ki vodi vse skupaj. Pri njemu so dobivali tisti, ki so sodelovali v tej igri, naloge in so dobivali navodila, recimo moraš reči I am Drip, I belong to him, torej sem Drip, pripadam njemu, torej nekako recimo temu recimo tej osebi, ki vodi Ash Vlogs kanal zdaj, oziroma I know where she is, ki je preimenovan. In so imeli določene naloge, ne vem, to izgovoriti, ko so stali na robu stolpnice, ali pa da so se ulegali tik preden je vlak pripeljal čez njih, ali pa da
so mogli sred noči v gozd in ta njihov zaščitni znak obesati na en drevo, sred noči, sred gozda. In imeli so čas recimo 48 ur in če tega niso izpolnili, so bili odstranjeni iz ekipe oziroma iz grupčeta ali kjerkoli so že imeli te naloge. Ves čas so pa dobivali hinte, dejansko vse skupaj je igra, pod videi so kode, v videih so kode, kar slišimo zraven audio, vse so kode, ampak fora tega je, da moraš biti praktično genij, a.k.a. Sheldon iz Big Bang Theoryja, da pač vse to razbereš in razumeš, ker je v Zodiac abecedi, v Morsejevi kodi, v ne vem čemu se ne bom niti poskušala razlagati, ker res moji možgani ne segajo toliko daleč. V glavnem tisti najboljši nekako razvijajo to naprej in ko dobijo nekako izklujo ven rešitve, jih pripelje nazaj na nov video in točno tisti video jim pove potem naprej, kako razmišljati, kam iti. Moram povedati, da sta bila vmes še 2 livestreama, eden je bil dolg, vsaj 2 livestreama, eden je bil dolg par ur. Tudi, da si zapomnite Kate, torej tisto sosedo z dojenčkom, sosedo od Ash, ki se slišita čez toliko tanke stene. No, njo tudi začnemo videti tukaj v videih. Your girl got a package, and if I know me, I think I know that knock. Olivia, I'm on. Oh, what's this? Just another unassuming package. Na vse zadnje njo celo vidimo kot eno izmed teh ugrabljenih, isto kot je bil Marcus, torej brat od Ash, je ona tukaj pretepena in v bistvu kot v ujetništvu jo pokaže. V posnetkih pokaže tudi še eno punco, ki vemo prek Kate, da je tudi povezana direktno z Ash, torej bile so prijateljice in vidimo, kakor da bi ona tudi sodelovala pri tem, da bi bila drip in bi mogla neke naloge opravljati in tukaj vidimo, kako se ona prestraši tega vodje, I guess. Še povem, da tako reka youtuberja dvojčka kot tudi Loey Lane, ki je posnela že milijon delov od Ash Vlogs, ki ste mi tudi vi že pisali, ja vem, ona dva sta bila pač, oni so bili res močno vpleteni nekako v cel ta sistem in meni se to zdi osebno ful pomemben. In Loey Lane in reka so bili dejansko že del dripov, torej da dejansko prideš noter med te dripe, moraš neko mini nalogo narediti, moraš biti približno malo brihten na noter, prideš v te grupčete, dobivaš naloge. S tem, da reka je potem šel ven iz tega, ker je rekel, da je bilo vključeno mučenje živali, ker je meni osebno je to tako, če je samo to, brez umorov, brez Ash Vlogs, brez njenega brata, da je komorkoli kaj bilo v tej igri, že to je dosti grozen. Pa če je to res, že to samo po sebi je dosti grozen. In ne morem štekati kot Loey Lane, ta druga youtuberka, ki je povzemala, kaj se je dogajalo, vse skupaj predstaviti tako kot nič ne skrbite, vsi so v redu, samo igra je bila ne vem kaj. Thank you very, very much to our Queen Ash for giving us that lovely nugget of content. We have missed you so, and it is so good to see you alive and well, even though it was just back in January. Ona tako zaključuje, da je vse sam igra, nič bat in na vse zadnje. Ja, kot ste mogoče že ugotovili, Ash Vlogs je še vedno živa, ona je v redu in ne samo to, ona je avstralska igralka, torej ja, z njo je vse v redu. This in their video together, he says, you know, your name isn't even Ash. And that's another thing, so Ash isn't your real name. Look, I don't, can you just come right now for a second? Look, I don't want to be, I don't want to put any details. Oh no, I see, I literally, any Tako da jasno, če zdaj povzemamo celotno zadevo, bi lepo pomedali pred prak in rekli, ona je igralka, to je bil projekt, reka in Loey Lane imate nadzraven, sta samo zunanja opazovalca, želela sta rešiti situacijo in pač Ash Vlogs, ki je v resnici itak čisto popolnoma drugače ime, je samo sodelovala pri tem kot igralka, da so pač vzpostavili to virtualno igro. Tak je nekako
javen in uraden zaključek, namreč tudi zdaj, ko so se končno vsi videi na teh kanalih, ki jih je več, ja, ni samo ta, več jih je, so se lepo porazdelili, nekako pridejo kao do logičnega zaključka. Skupaj se je zelo jasno premaknili, tudi ko sta dejansko reka osebno srečala Ash in sta z njo klepetala in ona osebno je prišla ven iz tega avtomobila, ki jo je ves čas zasliševal. Mogoče je to še vedno del igre, torej, a sem rekla zasliševal, zasledoval. Torej, že to, da ona pride ven iz tega avtomobila v toliko visoko inteligentni igri, ali res hoče reči, ej, konc je vse cool, pač vsi smo povezani, ampak nekako s tem, da ona pride ven iz tega avtomobila, pove samo eno, ali je ugrabljena, ali je to še vedno del igre ali ne vemo, ali pa pač sodeluje z njimi, eno ali drugo. Tako da, ni važno, kje slišite zdaj, da je to zaključeno, meni osebno se še zmeraj zdi popolnoma nelogično in popolnoma v oblakih, tako da mi je zelo žal, ker nimam točnih odgovorov za vas. Ful moti je to, da vsaj Lois Lane kot res ogromna youtuberka vse to tako smatra, kot ja, nedolžne igre, ful je zabavno noter biti, vsi so tako pametni, jaz itak ne vem, zakaj se gre, ampak noben mu nič ni. S tem, da je najbolj odštekana igra, meni se zdi všeč samo z perspektive, da nas ozavešča o tem, kako je lahko dark web odštekan in grozen. Zdi se mi pa mogoče najbolj smiselno, da na prvo žogo verjamemo, da je bila definitivno vse 100% samo igra, tako da, who knows. In s tem dan zaključujem, res upam, da vam je bil video všeč, pa da ste čim več razumeli. Če niste, popolnoma razumem, ker jaz sem rabila tako dneve in dneve in dneve, da sem probala razvozlati te videe in tudi če vidiš neko razlago in jo poslušaš, rečeš, ok, zdaj pa razumem, in pa vidiš, da bi video objavljen tako pol leta nazaj in da si še vedno na nuli. Tako da, ja, upam, da ste kje razumeli. Uživajte, radi se imejte. Aj, čau!